Miklavževega obiska so se tako kot že 100 let tudi letos otroci zelo veselili. Zaradi tega, ker bo dobila darila. Aha, tudi jaz zato. Še posebej bom dobila bombone. Miklavž sicer prihaja iz Turčije, rodil se je približno leta 270 bogatima staršema, ki sta bila v mestu Patara znana po svoji dobroti, saj sta veliko denarja razdelila revežem. Miklavž je očitno podedoval njuno dobrodelnost, pa tudi veliko denarja, ki ga je razdelil revnim ljudem. Znana je na primer zgodba o tem, kako je 3 revnim sestram dal vsaki po eno kepo zlata, da so se lahko poročila. Danes Miklavž ne deli zlata, ampak skromna darila. Suha sadja, mandarine. Pa palco, če ne ubogaš. Palico bi si zaslužil, mogoče kakšen moj sošolec. Uredni otroci in starši. Po smrti staršev je zanj skrbel stric, ki je poskrbel tudi za to, da je Miklavž postal duhovnik in pozneje škof. Zato je Miklavž oblečen v škofovska oblačila. Tudi s pomočjo te oprave premaguje zemeljski mraz. Zebe me pravzaprav ne, ker nebeščani nismo tako občutljivi na zemeljske podnebne razmere. Težko pričakovani mož je prišel v spremstvu parkeljnov in angelov. Ti so celo leto v zlate knjige zapisovali vaša dobra dela, v črne pa so beležili vsakič, ko niste bili pridni. Poleg skromnih daril je prinesel bogato sporočilo. Bodite pridni in ne razgrajajte preveč. Tudi ubogati vam ni treba čisto preveč, ampak ravno prav. In mislite na tiste, ki imajo manj kot vi, in podarite jim kaj.